Dobrodošli na portalu Info360. Spremljate oddajo V središču, z vami sem Nenad Gliks. Danes bomo govorili o pokopu posmrtnih ostankov žrtev iz prikritih vojnih grobišč. Tako da v studiu gostimo državno sekretarko z Ministrstva za obrambo, gospod Vido Čadonič-Špelič. Dobar dan. Vi ste tudi pristojni za to področje. Z nami je zgodovinar dr. Mitja Ferenc, član Komisije Republike Slovenije za reševanje prikritih grobišč. In pozdravljam še pravnika dr. Gorazda Trpina, strokovnjaka za upravno pravo. Povabili smo tudi predstavnika Mestne občine Ljubljana in predstavnika javnega podjetja Žale, vendar se žal nista odzvala. Torej, poslanci nove vladajoče koalicije so sprejeli novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Namen Janševe vlade je, da bi posmrtne ostanke po vojni pobitih domobrancev in civilistov pokopali na osrednjem ljubljanskem pokopališču Žale, čemur pa ostro nasprotuje ljubljanski župan Zoran Janković. Torej, on pravi, da bo zoper to uporabil vsa pravna sredstva. Pa me zanima, bi vprašal vse tri, zakaj niti po 80 letih od povojnih pobojev posmrtni ostanki žrtev še niso pokopani. Kako je to mogoče, da se leta 2026 še vedno pogovarjamo o tem? Ja, če smem. Slovenija je glede tega prav posebna, zato ker se je druga svetovna vojna končala za raznorodne narode, ki so se poskušali vojske, pripadnike vojska, poskušali predati Anglo-Američanom in od njih so pričakovali milejšo usodo, kot so jo pričakovali od novih oblasti. In konec vojne jih je dosegel na slovenskem ozemlju. In nova oblast, komunistična, tukaj ni imela milosti za vojne ujetnike, tudi za civiliste, ne za tiste, ki jih je zajela na slovenskem ozemlju, kakor tudi ne za tiste, ki so jih Anglo-Američani predali nazaj na slovensko ozemlje. Tisto, kar nas pa še posebej loči od demokratičnih standardov, ki so na zapadu normalni, pa je njihovo brisanje iz javnega spomina in to, da grobovi po ukazu komunističnih oblasti že iz konca maja 1945 in ponavljani potem večkrat v naslednjih letih, ti grobovi niso smeli obstajati in niso obstajali vse do demokratičnih sprememb. Demokratične spremembe so pripeljale neko novo upanje za žrtve, za sorodnike teh žrtev. Pričakovalo se je veliko, zlasti po spravni slovesnosti v Kočevskem Rogu 8. julija 90. leta, vendar stvari so tekle prepočasi. Morda kdaj kaj kasneje še v tem, ampak recimo prvo desetletje je nekako se država odločila, da je dosti, če postavimo samo dva spomenika, s katerimi bi simbolno pokopali te žrtve. Vendar to ni bilo dovolj. Pri gradbenih delih, načrtovano ali ne načrtovano, recimo pri gradnji avtoceste mimo Maribora, se je naletelo na trupla. In šele, ko je neka lokalna skupnost, to je bila Slovenska Bistrica, sama se odločila, da bo ugotovila, ali so v dveh zakloniščih posmrtni ostanki, je bil to tak prvi izkop. Potem se je začelo počasi, šele z evidentiranjem. Prva lopata pravzaprav z dovoljenjem ministrstva kot resornega organa pa je bila šele leta 2006, torej 16 let po spravni slovesnosti. In tista dva spomenika, ki naj bi bila simbolno pokopani mrtvi, sta bila zgrajena pravzaprav 14 let po spravnih slovesnosti. Se pravi, tudi simbolno se nismo pokazali v pravi luči kot nekako civilizirane države in družbe pričakujemo. Zato je po 36 letih, mislim, da je res skrajni čas, da ta civilizacijski in pietetni dolg, ki so ga naše predhodne generacije ustvarile, da ga mi poskušamo normalno človeštvu podobno urediti in spremeniti. In ta zakon, mislim, da je pot k temu. Kako pa vidva, gospa Čadonič in gospod Trpin, si razlagate te okoliščine, torej da še vedno tega nekega civilizacijskega standarda nismo dosegli? Bom povedala svoj oseben najprej pogled na to. Jaz se bojim, da tega nismo naredili zaradi revolucije, ki se še do zdaj ni popolnoma končala, in v zadnjem mandatu v parlamentu, kjer sem bila poslanka, sem to močno čutila tudi na dogajanjih v parlamentu. To je nedopustno in
zadnji čas je, da ta zakon, ki ga osebno tudi zelo podpiram, dejansko tudi izvedemo tako, da to dejanje naredimo in šele, ko bomo svoje mrtve pokopali, bomo lahko rekli, da smo evropsko primerljiv narod, zato ker po mojem poznavanju so mednarodne konvencije absolutno naklonjene temu in to moramo narediti in ne glede na to, kaj si posamezniki v tej državi mislijo, sem jaz prepričana, da bo to tudi narejeno. Jaz mislim seveda, da je predvsem nasprotovanje temu pokopu v bistvu politične narave. Jaz sem generacija tam iz 50-ih let, ko je bila močno izpostavljena povojni indoktrinaciji in smo zvedeli za te povojne poboje šele takrat, ko smo odrasli. Ampak če danes pomislimo, kaj pravzaprav pomeni to, da imamo še vedno nepokopane žrtve, ki ležijo v nekih, bom rekel, nedostojnih prostorih in se temu pokopu v bistvu nasprotuje, pomeni to, da pravzaprav nasprotujemo neki temeljni človeški vrednoti. V bistvu je takšno nasprotovanje v bistvu necivilizirano. In v tem delu se mi zdi, da tudi, da bom pa rekel, iz praktičnega, dnevnega političnega vidika, jaz mislim, da je to tistim, ki temu nasprotujejo, vse v lastno koleno. Mislim, da je slovenski narod že toliko napredoval, da razume, da ne gre tu za vprašanje naših in vaših domobrancev in partizanov, ampak za vprašanje nekega v bistvu civilizacijskega dosežka človeštva, ki je seveda, kaj pravi, da je treba mrtve pokopati, da so mrtvi, ko so mrtvi, enaki povsem in enakopravni, da imamo cele freske v cerkvah z mrtvaškimi plesi, ki ravno to poudarjajo, da smo, ko umremo, vsi enaki. In tudi mi, ki smo sedaj živi, moramo to upoštevati. Kajti to sporočilo je namenjeno nam, ne mrtvim. In tem delu seveda vidim, da je ta zakon, ki je zdaj sprejet, da je dober, da pa potrebuje še nekaj izvedbenih aktov, o katerih bomo najbrž danes še govorili. Jaz bi rekla, da brez tega zakona ne moremo govoriti o demokraciji ali drugače povedano, nisi demokrat, če ne spoštuješ mrtvih in če jim ne daš to najbolj osnovno, to je pokop oziroma pravica do miru njemu in seveda tudi vsem sorodnikom. Ne smemo pozabiti na sorodnike, ki skozi ta vsa leta neskončno trpijo, ker ne vejo, kam prižgati svečko. In če se vsak pri sebi, ne glede na to, iz katere politične opcije vpraša, kako bi bilo njemu, če ne bi vedel, kam prižgati svečo svojim najdražjim, je najbrž odgovor na dlani. To zgodovino je treba zapreti z pietetnim dejanjem, ki je lahko samo pokop. Omenili ste kraj, kamor lahko svojci pridejo prižgati svečo. Ravno glede kraja je zdaj precej besed. Torej, leta 2009 po zakonu o vojnih grobiščih je bilo določeno, da se osrednja kostnica uredi v spominskem parku Teharje pri Celju. In zdaj pa je s tem novim zakonom o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev določena, da bo osrednja kostnica v Ljubljani, torej na Žalah. Pa me zanima, ali in s to argumentacijo, da si to želijo tudi svojci žrtev in katoliška cerkev. Torej, dikcija iz obrazložitve zakona je, da pokop teh žrtev na Žalah bi pomenil simbolno, moralno in etično dejanje, torej v glavnem mestu. Me zanima, ali to pomeni, da so šli poslanci levo-sredinske koalicije leta 2009 v nasprotju z željami svojcev? Ja, glejte, 50 poslancev je leta 2009 izglasovalo, da naj se v spominskem parku Teharje zgradi kostnica, kjer bi bili pokopani. Ne da bi pri tem preverili ali pa se spoznali, kaj imamo tam na lokaciji spominskega parka Teharje. Mi lahko razumemo, da je devastirano območje 2 odlagališč Cinkarne Celje in komunalnega odlagališča mesta Celje, če ga uredimo spomenik, postavimo spomenik, ni pa to mesto,
kraja pokopa. Neka oblast jih je pred 81 leti pomorila, jih zanikala, vrgla v smeti, sedaj pa bi te, ki smo jih izkopali, vrgli pravzaprav nazaj v smeti. V spominu imam še, ko sem leta 90 delal smernice za načrt ureditve spominskega parka Teherje in sem lahko spremljal, kako so deponije, ki so od Cinkarne Celje, namreč, če smem samo povedati, zgornje odlagališče Cinkarne Celje, tako imenovano odlagališče titanovega dioksida Sadre, je 27 hektarjev veliko jezero, ki ga preprečuje, da bi se izlilo 37 metrov visoki jez, ki je dolg 500 metrov. V njem je 8,5 milijonov kubičnih metrov materijala in spomenik je pod tem jezom, kjer so tudi tiste žrtve, ki so bile ne umrjene, ampak ki so umrle v taborišču ali pa tudi bile umrjene. Sicer 12 metrov pod zemljo, kakor se je nekako izračunalo, pravzaprav na spodnjem odlagališču trdih odpadkov Cinkarne Celje, prav tako z enormnimi količinami odpadnega materijala, prikrit sicer z zemljo, ampak ali je to mesto, kamor naj bi bilo mesto, kamor naj bi pokopali vse posmrtne ostanke izkopane iz stotin. Tega se takrat poslanci leta 2009 pravzaprav niso zavedali. Zelo lahko je sprejeti neko novelo zakona o vojnih grobiščih, vendar ne ozirajoč se pri tem na bolečino, na pieteto, na civilizacijo, kam naj bi te simbolno pravzaprav bi to bilo ponovno zanikanje tega zločina, vsaj po mojem mnenju. Pričemer bi omenil, da naprimer na Žalah že stoji kostnica, kjer so posmrtni ostanki prek 5000 pripadnikov avstro-ogrske vojske in ujetnikov iz Prve svetovne vojne. V Sloveniji imamo tudi kostnice, recimo, kjer so posmrtni ostanki vojakov italijanske vojske, tudi iz Prve svetovne vojne, tudi nemški vojaki so pokopani, okupatorski. V čem je potem problem, da je za po vojni pobite domobrance in civiliste pa nekako ni sprejemljivo, da bi bili pokopani v Ljubljani? Tako kot ste povedali, Žale niso samo pokopno mesto prebivalcev Ljubljane. Imamo vojaška pokopališča nekdanjih okupatorskih vojakov. Nemške vojake, ki jih prekopljamo po sporazumih že iz srednje polovice 90. let, pokopljamo v pokopališča v Ljubljani, torej na Žalah, v Kranju in pa v Celju. Italijanske vojake prekopljamo in jih italijanske oblasti prepeljejo v Redipuljo. Prejšnji mesec smo bili priča, da je hrvaška država prevzela 500 smrtne ostanke 500 vojakov iz 4 grobišč, ki smo jih izkopali. Torej, te stvari potekajo za nekdanje okupatorske vojake, če temu tako rečem, ali kakorkoli druge na podlagi sporazumov, ne moremo pa za naše vojake in civiliste, naše vojake, torej za pripadnike slovenskega domobranstva ali pa drugih vojska, ki so na slovenskem ozemlju. In tega pravzaprav ne razumem. Ne. Zdaj, če bi rekel, ali pa če bi bilo vprašanje, zakaj Ljubljana, ne, se mi zdi, da prvič potekajo pogovori z mestno oblastjo že 9 let. Pa ni nobenega odziva. Odzivi so takšni, da ni dovolj mesta, da je Ljubljana mesto heroj, da te vrstne žrtve ne sodijo na Žale. Zdaj, zakaj je po mojem mnenju Ljubljana dolžna sprejeti vse slovenske žrtve? Poglejte, tako med drugo svetovno vojno pomorjeni Romi, namreč gre tudi za pokop Romov iz 3 večjih grobišč, kot tudi žrtve iz Macesnove Gorice in drugih grobišč, kjer so bili pomorjeni prebivalci Slovenije, torej predstavlja en pomemben del slovenskega naroda in njihova smrt v obsegu, kot ga razkrivajo zdajšnje zadnja leta torej raziskave, pomeni eno največjih tragedij v slovenski zgodovini. In Republika Slovenija kot naslednica jugoslovanske države je dolžna tem ljudem, tudi svojcem,
vrniti ta spomin, dati ime in seveda vrniti pravico do pokopa. Ne. In glavno mesto, če bom zaključil, glavno mesto Ljubljane ni samo največje mesto, ni samo središče države, ne. Je prostor, v katerem se zrcalita tako zgodovina kot identiteta naroda. In je nek skupni simbol državljanov in državljank in zato je njegova naloga, da da ohrani spomin ne samo na svetle trenutke slovenskega naroda, ampak tudi na temne plasti, tragedije, ki so se zgodile v slovenski zgodovini. In zato ima pravice Ljubljana biti samo najlepša, ne? Ampak mora biti kraj, kjer bo povezoval in ne bo odtegoval nekega kolektivnega spomina določenega dela slovenskega prebivalstva. Čeprav razumem, gospod Čadonič, tukaj ne bo šlo samo za, prej gospod omenil Macesnovo Gorico, ne, to je kraj največjega pomora slovenskih domobrancev po drugi svetovni vojni v bližini Kočevja, okoli 3500 žrtev, ampak tukaj ne bo šlo samo za kraj, da bi prenesli posmrtne ostanke njihove iz sedanje začasne kostnice v Škofji Loki v Ljubljano, ne, ampak tudi iz drugih prikritih grobišč, ne? Zakon je zamišljen tako, da bo to dejansko osrednje grobišče oziroma da bo to tako simbolično, kot je bilo že povedano, postalo kraj, kjer bomo na nek način zaprli tisto najbolj bolečo zgodovino. In zato je to tudi prav, da je Ljubljana. In tukaj bomo vse tiste najprej pokopali, ki čakajo na nedostojen način njihove kosti za pokop. Potem pa je zakon zamišljen tako, da vsa nadaljšnja grobišča, ki bojo odkrita in kjer bo potekala izkop, bo sledilo odvzem DNK-jev in seveda tudi pokop na tem osrednjem, ko bo vojaškem pokopališču. In jaz mislim, da je, če je Ljubljana res mesto heroj, kot reče sedanji župan, potem bo lahko v resnici heroj, če bo sprejelo mece v svoja nedrja vse Slovence, tudi tiste, ki si jim je bila zgodila krivica. In ne morem razumeti, da se mesto heroj boji mrtvih. Morda se kdo v tem mestu samo boji resnice. Torej, zakon rešuje, in tako je tudi prav, vse nadaljne pokope tukaj, na tem centralnem mestu. Morda samo to, če dopolnim, mogoče zaradi strahu, da bo to zdaj posmrtni ostanki vseh ekshumiranih žrtev v Sloveniji. Poglejte, prej sem povedal, italijanske okupatorske vojake po sporazumih prenašamo, nemške pokopljamo na 3 vojaška pokopališča z pomočjo njihovega društva. Sporazum za Hrvati imamo. Gre seveda za slovenske prebivalce in za grobišča, kjer so pač mešane, so skupaj za Slovenci največkrat hrvaške žrtve. Recimo Huda jama 1410, ki jih tudi zaradi tega, ker posmrtni ostanki niso razpadli, smo jih morali pokopati na Dobravskem pokopališču v Mariboru. Torej, tu ni nekega strahu, da bi zdaj Žale postala grobnica raznorodnih vojska, ki so na slovenskem ozemlju. Žal jih je pač Slovenija s tem zaznamovana. Ljubljanske Žale so povsem logična izbira, mislim, za pokop teh žrtev. Z preprostega razloga Ljubljana je prestolnica. Ljubljana je prestolnica vseh Slovencev in ti so bili pomorjeni ali karkoli se jim je zgodilo na celotnem teritoriju slovenskega ozemlja. In danes, ko imamo res svojo državo, je po mojem mnenju res povsem najbolj normalno to, da se te kosti oziroma te ostanke, posmrtne ostanke pokopljejo v Ljubljani skupaj seveda in potem seveda tu imamo potem spomenik, ki je del ljubljanskih Žal.
Bi prešel potem še na pravna vprašanja, dr. Trpin. Bi pa samo vprašal najprej, ali bodo tu pokopani samo neidentificirani posmrtni ostanki, naprimer iz tega morišča pod Macesnovo Gorico, ali pa je del, naprimer, teh posmrtnih ostankov že identificirani in so jih svojci lahko pokopali v družinske grobove. Za koga bo šlo tukaj v Ljubljani? Ja, poglejte, gre predvsem, takole bom rekel, iz tistih grobišč, kjer so žrtve krajevno znane, kjer se je do sedaj že identificiralo z imenom in pa priimkom. Te žrtve že postopki so normalno potekali in so bili pokopani recimo iz Konfina 1, Konfina 2, iz Žiglovice v Dolenji vasi, pokopani spomenik, torej tam, kjer je krajevno določeno in kjer tudi svojci želijo, ker so pač krajani, domačini. Vendar imamo številna grobišča, morišča, kjer se srečujemo z neidentificiranimi žrtvami, ki jih ne bo mogoče identificirati. Gre na nekaj 10,000 žrtev. Ne. Te bo pa potrebno pač pokopati na nekem skupnem mestu, kot se recimo zdaj določeno Žale. Namreč slovenski krvni davek po koncu druge svetovne vojne je bil velik, 15,000 žrtev je bilo od druge polovice maja pa do januarja 46. leta, torej v 8 mesecih, pomorjeno zunajsodno, torej in jih zdaj poskušamo najti v teh prikritih grobiščih. Da ne omenjam seveda nekaj 10,000 žrtev drugih narodov, ki ležijo na slovenskem ozemlju. Ampak kot rečeno, za njih imamo sporazume z državami, manjka nam samo še Črna Gora, da tudi to uredimo in nekako, da bi potem postopki normalno bili speljani in se izvajali. Na nek način bi zdaj nova vlada rada obšla, se mi zdi to, poskuse oviranja se strani Mestne občine Ljubljana oziroma gospoda Jankovića s tem, da bo Ministrstvo za kulturo del Žal razglasilo za kulturni spomenik državnega pomena. Ne? Ali je tukaj dejansko namen, da potem na ta način bi lažje dosegli ta pokop? Jaz mislim, da bo na to vprašanje najboljše odgovoril profesor, ki je pravnik. Sama bi pa samo to komentirala, da vlada ne želi nič obiti. Vlada kot predstavnica države, ki je dolžna svoje mrtve pokopati, je to dolžna narediti. Zdaj, kakšen bo pravno-formalen postopek, bomo videli. Jaz osebno ne vidim nobenega razloga, da ne bi to naredili v dogovoru z občino, zaradi tega, ker tam, ko smo že na začetku oddaje rekli, so tudi drugi vojaki pokopani in mislim, da sodijo tam tudi Slovenci. Zato na našem ministrstvu, ki v tem trenutku je seveda odgovorno za izvedbo tega zakona, upamo na modrost in na pieteto do teh žrtev. Vkolikor se to ne bo zgodilo, bomo pač seveda morali uporabiti pravna sredstva, ampak želim si, da na teh mrtvih, ki so 81 let zdaj že pokojni, ne bi se šli pravnih postopkov, ampak bi vsi skupaj, kot je bilo že danes rečeno, spoznali, da je skrajni čas, da kot država svoje mrtve pokopljemo. Ja, to je bilo zaželeno, da niso potrebni neki pravni postopki, ampak gospod Janković je najavil vse možne pravne postopke, pa me zanima, dr. Trpin, kakšne postopke recimo ima na voljo Mestna občina Ljubljana, če bi se želela zoperstaviti? Ne prav veliko, ampak da začnem pri samem zakonu. Ta zakon je v bistvu presekal gordijski vozel, ki se je vlekel že desetletje. In seveda s tem ta zakon je potem določil, bom rekel, da je sedaj ta pokop, prostor tega pokopa, da so ljubljanske Žale, in istočasno ga je določil tudi kot spomenik, kulturni spomenik državnega pomena. To je zakonski del. Sedaj pa prehajamo na izvršilni del. Torej, kje in kako bo ta spomenik
kulturni spomenik državnega pomena dejansko lociran, se bo določilo z odlokom, ki ga sprejme vlada. V tem odloku se seveda določijo tudi gabariti in vse tisto, kar bo potem nastalo iz tega spomenika državnega pomena. In ker je odlok abstraktni pravni akt, ni konkretni pravni akt, čeprav seveda so odloki imajo precej konkretne vsebine, vendar kljub vsemu je to abstraktni pravni akt in zoper njega ni pritožbe in niti upravnega spora, ker to ni odločba v upravnem postopku, ampak je akt vladanja, ki ga sprejme vlada v obliki odloka. Seveda možno je, bom rekel, ustavna presoja, to je vedno možno. Ampak zakona. Zakona, tako je. Ne? Ampak seveda, če bi bil zakon neustaven, potem pade tudi odlok, to je logično. Se pravi, tu imamo to situacijo. Jaz se strinjam z gospod Čadon Špelič, fajn bi bilo, če bi prišli do dogovora, kajti na izvedbenem delu bo prišlo do številnih vprašanj, umestitve v prostor, razmerja do prostorskega načrta mestne občine Ljubljana, eventualna lastninska razmerja, za katero jaz zdaj ne vem, kje to bo in kdo je pravzaprav lastnik tistega zemljišča, na katerem naj bi se takšen kulturni spomenik nahajal. Tako da je tu še precej odprtih vprašanj, vsekakor pa je zakon pomeni zagon na tem področju. Zdaj se bo treba seveda nekako dogovoriti na tem področju in upam seveda, da bo tu prevladala zdrava pamet in tudi seveda pieteta, ki je, mislim, da je glavni problem, ki ga je treba na tem področju rešiti po tolikih letih. Pri Kosnici bo šlo za gradnjo, ne? To pomeni, potrebno bo pridobiti gradbeno dovoljenje. Ali ima morda v tem primeru, upajmo sicer, da ne, ampak ali ima občina možnost oviranja pridobitve tega gradbenega dovoljenja, izdaja ga sicer upravna enota, ker občina pa na primer lahko ima vlogo mnenja dejavke? Tu bi bilo bolj vprašanje, ali ima občina položaj stranke z interesom, kar pomeni seveda, da bi se lahko neposredno z vsemi pravnimi sredstvi udeleževala upravnega postopka izdaja gradbenega dovoljenja. Kakšnega posebnega mnenja tu ni, ne, ampak lahko bi seveda ščitila tako imenovani svoj interes, ne, kjer bi najprej, po mojem mnenju, prišlo celo do tega, da bi najprej v posebnem postopku preverili sploh, ali takšen interes obstaja. Če bi seveda najprej pritožbeni organ, pa potem seveda eventualno sodišče ugotovilo, da to obstaja, potem seveda bi lahko vodili upravni postopek izdaja gradbeno dovoljenje, ker bi bil bolj položaj stranke z interesom, kar pomeni, da ima vsa pravna sredstva na voljo, kakršne ima katerakoli druga stranka. To je ena od možnosti, ampak to bo stvar presoje in seveda tudi stvar tega, ali pridemo lahko do nekega dogovora, ali pa tu sprožimo, bom rekel, pravno vojno. Ne. Kaj pa mora biti referendum? Je to ta možen zoper zakon? Zoper zakon je vedno možen referendum. Ampak to na ravni države, na občini? Ne, seveda na ravni države, to je možno, seveda zbiranje podpisov, tako kot imamo vse te referendume, ki smo jih imeli do sedaj, to je možno. Ne. Ampak jaz mislim, da sam spor, si predstavljate, če pridemo pa v upravni postopek, bo pa to zgledal spor, kjer je predmet, so posmrtne ostanke ljudi. Jaz ne vem, če je to pravzaprav dostojno človeškega dostojanstva, je to najbrž nedostojno. Tisti, ki bo to naredil, to je njegova izbira. Mislim pa, da če bo malo premislil, bo ugotovil, da se te igre najbrž ne splača igrati. Ja, to očitno nekateri razumejo kot ideološko vprašanje. Recimo poslanka Gibanja Svoboda, Sandra Gazinkovska, je na TV Slovenija izjavila, da pokop posmrtnih ostankov žrtev ni ideološka tema, je pa ideološka tema kraj pokopa. Pa me zanima, kako si to razlagate, zakaj je tako izrednega pomena za del levega političnega pola, da do pokopa žrtev revolucije ne pride v Ljubljani? Ja, jaz bi vprašal, zakaj bi moral biti kraj pokopa ideološka tema. Ali bomo še vedno ločevali mrtve na tiste, ki se jih lahko pokoplje na nekem pokopališču, in na tiste, ki te pravice
nimajo. Zakaj mislite, da je ravno Ljubljana tukaj problem? Se bi se vprašal, zakaj diskriminacija pri tem zadevu? Ali ne živimo mi v eni družbi, kjer velja, da je pokop temeljna, samoumevna, nesporna civilizacijska zahteva vseh časov? Torej, ali ne živimo mi v eni družbi, kjer imajo vsi enake pravice, ne glede na spol, na starost, na versko pripadnost, na raso, tukaj na raso, recimo vprašanje Romov pokopa, ne, na politično usmerjenost. Naj mi razložijo, zakaj kraj pokopa razdvaja. Od njih bi rad slišal obrazložitev razdvajanja. Ne? Ja, jaz bi tako rekla, kot je že rekel profesor Terpin, pač po smrti mrtvi bi morali biti vsi enaki, ker mrtvi se ne morejo braniti. In tu so jasne, kot rekla, mednarodne konvencije, država je dolžna pokopati svoje mrtve in država, kot država je izbrala to pokopališče tudi kot simbol. Ali drugače povedano, kako naj resno jemljemo, da je Ljubljana glavno mesto te države, če ne zmore narediti tega simbolnega dejanja. Jaz mislim, da bi odgovoren župan sam predlagal, sam bi rekel, jaz sem župan prestolnice, mi mrtvih ne delimo, mi bomo res mesto heroj in pokazali bomo to svojo odločenost tudi z tem pokopom. In jaz se bojim, rekla bom mogoče nekaj bogokletnega, da ti, ki temu nasprotujejo, še vedno niso končali pač revolucije, da še vedno delijo ljudi na tiste, kot ste rekli, ki smejo najti svoj duševni mir, tiste, ki so naši in tisti, ki pač nimajo pravice. In ta zakon hoče tudi na simbolni in realni strani to plat zgodovine zapreti in mislim, da je čas in jo moramo zapreti. A mislite, da je to lahko celo neka agenda predvolilna pred lokalnimi volitvami, to jesen, na katerih bo župan Janković znova se potegoval za novim mandat? Je mogoče tudi to v igri? Jaz upam, da tako nizko ne bomo šli. Poglejte, so se sicer časi spremenili. Vsi se strinjamo, da jih je potrebno pokopati. Zdaj, hvala Bogu, je prišel končno ta čas, da se o tem vsi strinjamo. Ampak ne na mojem pokopališču. Ne. Torej, po 81 letih še v nekem smislu pri nekaterih še vedno velja prepričanje tistih zanikovalcev civilizacijskih dejanj, podobno kot pred 81 leti. Takrat grobovi pomorjenih niso smeli obstajati, danes v demokratični državi pa končno sicer pri večini strank velja, da jih je treba pokopati, ampak ne pri meni. A smo mi družba, kjer bo vsakokratni župan neke lokalne skupnosti odločal, če država naroči pokop smrtnih ostankov, a ima pravico ali ne? Kakšna družba, kako bi se mi pokazali, če bi skupina sosedov prepovedala drugemu sosedu pokopati svojce na lokalnem pokopališču? Če to prenesemo na Žale, na prestolnico, smo tukaj, smo družba, ki ni vredna, da se tako imenuje. Zato jaz mislim, da je prišel čas, da bodo tudi tisti najhujši nasprotniki spoznali, da so civilizacijske in humanitarne stvari nekaj nujnega. Pa poleg tega se nas Evropski parlament nas je lani z resolucijo na to opomnil. Varuhinja človekovih pravic je povedala, da tudi po konvenciji o zaščiti izginulih oseb imajo svojci pravico do mesta pokopa, da je država tista, ki jim mora to nuditi in ta pravica ne ugasne. Ta pravica traja, dokler se te žrtve ne najdejo in ne pokopljajo. Torej vse konvencije, če o teh govorimo, ne samo moralne konvencije, govorijo v prid temu, da je to potrebno končati. Zdaj, država je naročnik pokopa. Kdo bo zdaj, ali bo župan Janković še vedno nasprotoval? Jaz upam, da ne. Jaz upam, da je toliko, pa seveda tudi mestna oblast, da je toliko
človeka, da ne bo za naše kasnejše generacije postal kreon 21. stoletja, ki bo prepovedal pokopati, tako kot je torej glede bratov Polinejka in Eteokla. Eni smejo na žalah ležati, eni ne. Mogoče pogrešate vprašanje za vse, tukaj aktivnejšo vlogo predsednice države, gospe Nataše Pirc Musar, torej da bi se tudi ona zavzela, da končno se to dostojanstveno opravi. No, če se jaz prav spomnim, enega njenih prvih govorov je ona omenila, da je treba mrtve pokopati. Celo zelo, rekla simbolno je povedana, da človeške kosti dejansko ne sodijo v plastične vreče in v plastične posode. Mislim, da je lani ob dnevu državnosti pred enim letom povedala, naj bo pokop mrtvih naša druga slovenska osamosvojitev. Ampak omenjala je Teharje, ne Ljubljano. Vsak lahko prepozna ali pa spozna nove stvari, nova dognanja in spremeni svoje mnenje. No, jaz pa mislim, da ima zdaj priložnost, da to, kar je takrat rekla, ne, da tudi pomaga, da se dejansko to tudi zgodi, ker jaz sem jo razumela, da podpira ta pokop in zdaj bo imela priložnost, da dejansko tudi pove svoje mnenje glede žal. No, to je lepa priložnost, tudi predvsem zato, ker je predsednica predstavnica mlajše generacije. Zanimivo je ta izjava, ki ste jo prebrali, poslanke, ki mislim, da je mlajša oseba. Ja. Mlajša oseba. Jaz seveda posebej ne zamerim županu Jankoviću, ki je moja generacija, mogoče kakšno leto mlajši. Mi smo bili dejansko izpostavljeni izjemni indoktrinaciji in to lahko nekateremu ostane tudi v podzavesti in normalno je, da lahko potem to svoje mnenje tudi izražam. Me pa malo skrbi seveda izraz takšen, kot je bila ta izjava neke osebe, ki je mogoče stala nekaj, kakšno leto preko 30. Kaj smo prenesli, da je to ta ideološki boj iz tiste generacije, kot je naša, se pravi na popolnoma mlajšo generacijo, ki je danes nosilka našega razvoja. Tukaj bi se dotaknil še enega vidika te novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. In sicer zakon vsebuje tudi spominski dan na žrtve komunističnega nasilja, revolucionarnega nasilja, ki ga je spet uvedla sedanja vladajoča koalicija, torej 17. maj. Ne? In stranka Levica je vložila novelo, ki dejansko gre zoper ta sprejeti zakon. In kot pišejo oni v predlogu novele, bi to razdvajalo. Pač po njihovem ta spominski dan razdvaja Slovence in pravijo, da se nasprotna stran ni nikoli opravičila za svoje izdajstvo in zločine, kar bi bilo za spoštljiv spomin na vse žrtve primerno, ne pa dan spomina. Zdaj me zanima, dr. Ferenc, kako gledate na odrekanje žrtvam komunističnega nasilja, da se jih spomnimo tudi kot nacija, torej ne samo v okviru družin, ne samo svojce, ampak tudi kot nacija? Poglejte, v Sloveniji se namreč žrtev drugih dveh totalitarizmov, fašizma in nacizma, spominjamo in visoko vrednotimo njihov boj, torej boj proti fašizmu in nacizmu. Ampak zakaj imamo do žrtev komunističnega nasilja drugačen odnos? To, kar se je dogajalo v zadnjih letih, ko je na dan prvega spominjanja dneva za spomin na žrtve komunističnega nasilja vlada sredi komemoracije na dopisni seji ukinila ta dan spomina. To je bila ena taka, po mojem mnenju, tako huda napaka, ki si jo ne bi smela privoščiti. Posledice, veste, da je bila potem peticija za Evropski parlament. Evropski parlament se je z tem problemom in z drugimi problemi seznanil v prejšnji sestavi, v zdajšnji sestavi in tega ni mogel razumeti in je sklenil, da bo o tem izglasoval oziroma pripravil resolucijo, ki je bila sprejeta na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta julija lani. Zato mi ta dan, torej, in če ste pogledali
mogoče, ali pa če ste bili udeleženi na takšnih komemoracijah, ki so bile potem leta 24, 25 in letos. Spokojna, prižgali so tudi svečo pred grobnico narodnih herojev. V spomin pač žrtvam, ki so bile. Poleg tega ne gre samo za žrtve druge svetovne vojne in pomorjenih po drugi svetovni vojni. Gre za bolečino svojcev, ki jo v nekem trenutku v določenih desetletjih niso mogli izražati. Gre za zapornike v taboriščih v prejšnjem sistemu. Gre za tiste, ki so bili zaprti, ustreljeni pri prehodu državne meje. Gre za tiste, ki so bili nasiljo preseljeni iz kraja bivanja. Gre za tiste, ki so bili v taboriščih, za nacionalizirano premoženje. Torej vsi te so imeli neko bolečino ali pa neko usodo v prejšnjem sistemu. Zakaj kot družba ne moremo razumeti, da imajo ti ljudje pravico do spominjanja? In moramo se zavedati, da bomo vse skozi imeli različne kraje spominjanja in v tem ni nič narobe. Bodi si v Dražgošah, bodi si v komemoraciji za 17. maj, v spomin na 17. maj 42. leta, ko je bila pomorjena 52 članov dveh družin romske skupnosti, od tega 26 otrok. In recimo, tukaj ni šlo za nobeno politično manifestacijo, ampak je bilo res pietetno, kako so se ti ljudje spomnili. Ne razumem, zakaj bi te takšne komemorativne stvari razdvajale narod. In v teh izjavah se mi zdi, kot da bi se vračali v 60-70 leta, ko je veljala samo črno-bela pripoved o izdajalcih in o herojih. No, ravno to sem mislil vprašati tudi gospod Čadonič. Torej, tukaj oni spet uporabljajo dikcijo izdajstvo. Vemo, da v tistem času je bil očitek izdajstva, izdajalec uporabljen kot upravičenje za te množične poboje. In se mi zdi skrb zbojajoče do nedavne vladne stranke, torej Levice, znova slišati takšne oznake. Ko sem rekla, še vedno se delimo in vse bolj se delimo na naše in na vaše, oziroma na tiste, ki so ta pravi državljani in tiste, ki pač niso. Glejte, vsako nasilje nad človeštvom je treba obsoditi. In Evropa, evropski narodi, Evropski parlament je spoznal komunizem tudi kot tisti totalitarni sistem, ki je vršil nasilje nad ljudmi. In dokler si tega ne priznamo in ne obsodimo vse totalitarizme, spet nismo evropski narod. In ne vidim prav nobene potrebe, da zdaj odpiramo to rano in da dejansko s tem, ko ne moremo tega kot narod sprejeti, da smo bili žrtve 3 totalitarizmov in da je pri nas na Slovenskem ta zadnji, čeprav nisem zgodovinarka, ta zadnji, torej komunizem, ki ga še nismo priznali kot totalitarni v Sloveniji, uradno, da je naredil neverjetno veliko gorja in je zarezal v človeški narod, v bit slovenskega naroda in moramo se tem žrtvam pokloniti in s tem postati evropsko primerljivi. In jaz sem prav presenečena, kako lahko nekdo zdaj po tolikih letih še deli posebno mrtve na izdajalce in razlaga, kaj je bila prava stran zgodovine. Jaz si tega ne bi upala. Jaz in na našem ministrstvu gledamo na vse stvari, o katerih se danes pogovarjamo, res odgovorno, kot ministrstvo, kot del te vlade in kot del te Evrope. In mi bomo se zelo trudili, da bi to zgodovino, ta del zgodovine zaprli tako, kot si žrtve in njihovi svojci tudi zaslužijo. Gospod Trfin, tukaj tudi verjetno ne gre za stvar desnice, levice. Ne, dejansko, pri teh izjavah gre dejansko za nerazumevanje temelji zgodovinskih procesov. Poglejte,
Imeli smo buržoazijo in aristokracijo in ko se je zgodovinski proces tako razvil, da je buržoazija postala močna, so preprosto obglavili kralje in vzeli aristokratom pravice in je bila stvar urejena in smo prišli v nov družbeni sistem. Potem se je pa pojavil zelo zanimivo nov način, namreč da so se izumili novi družbeni odnosi. In te družbeni odnosi niso obstajali. In seveda, kako jih zdaj uveljaviti za silo in nasiljem. In v tem smislu je v bistvu nastalo komunistično nasilje. Se to ni bilo samo v Sloveniji. Kjerkoli se je pojavil, v Kambodži, 2 milijona ljudi, kjerkoli so bili v bistvu ti odnosi vzpostavljeni nasilno. In to je v bistvu komunistično nasilje. Zato seveda se je najbrž treba spominjati tega dne, ki se je to nasilje dotaknilo, ne teh, ki so spomorjeni in ki danes v miru bodo ležali v nekem dostojnem grobišču, ampak tudi vse ljudi, živeči, spomini, družinski in vse to je v bistvu del tega nasilja. In zanimivo je to, da danes imate stranke, ki tega sploh ne razume, da v bistvu propagira neko stvar, ki je absolutno preživela in ki zopet vodi v nasilje, če bo prišla na oblast. Ni druge možnosti, ker zgodovinski odnosi še niso dozoreli. Predvsem pa se očitno odvija v neko drugo smer. Realno gledam danes, samo 2,5 minute, nasprotje med delom in kapitalom. To je dejansko preživel antagonizem. Tega praktično v velikem delu ni več. Ker danes imate podjetnika, ki nujno potrebuje delavce in delavci nujno potrebujejo podjetnika, da nekdo zagotavlja jim delo. In to je ko se bodo pa odnosi spremenili, ne vemo v katero smer, takrat seveda bo prišlo do nove družbene ureditve in bo mogoče drugačna kot je danes, ki je seveda jasno, tako kot se bile vse ureditve, družbene ureditve, zgodovin človeštva do neke mere krivična, to je jasno. Zaključil bi z upanjem, da bodo žrtve po več kot 80 letih vendarle dostojno pokopane, kar je konec koncev tudi dolžnost Republike Slovenije, če se imamo za civilizirano skupnost. Hvala, da ste se odzvali na naše vabilo. Vam pa, ki ste nas spremljali, hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.